Dobrodošli v oddaji I Am Young, mladost brez meja. Moje ime je Kristjan in sem vodja platforme MČM Young, ki pomaga usmerjati osebni in karierni razvoj liderjev naslednje generacije. Tudi danes bomo v oddaji gostili vrhunskega mladega liderja in skupaj pokazali in dokazali, kako kvalitetne kadre ima Slovenija in koliko potenciala premoremo. V naši družbi je danes Blaž Jakič, član uprave Zavarovalnice Triglav. Blaž, dobrodošel. Hvala za povabilo in lep pozdrav. Veseli, da si se odzval našemu povabilu, pa bova kar začela, ampak začela bova še preden se tvoja kariera pravzaprav začne. Torej, do člana uprave je bila taka dolga in zanimiva pot. Mene pa zanima, ker si se šolal v tujini na eni najbolj prepoznavnih, renomiranih poslovnih šol na svetu, kaj en mlad posameznik, ambiciozen, željan znanja, pridobi s šolanjem na tako, bom rekel, ugledni pa tudi dobri instituciji? Ja, enoletni podiplomski študij v Londonu je res odprl neke nove perspektive, nek nov pogled na življenje. V prvi vrsti je to kulturni šok, enoletno življenje v velemestu, pa tudi, kar se tiče izobraževalnega programa, en povsem drugačen način dela, kot sem ga bil vajen v predhodnem izobraževanju. Je pa po drugi strani zaključek tega programa tudi dokaz, da se Slovenci nimamo česa bati in da je naš izobraževalni sistem res na kvalitetnem nivoju, ker smo sposobni dokazovati v svetu danes tako poslovni kot v drugih sferah, akademskih in športnih. Se absolutno strinjam s tabo. Zdaj, nisi se samo šolal v tujini, potem si tudi kar nekaj časa deloval izven Slovenije, in sicer v Beogradu, če sem bolj natančen. Si imel kakšne izzive s privajanjem na povsem novo okolje, bom rekel kulturno, pa tudi poslovno? Ja, karierna pot me je vodila v Beograd, kjer sem v letu 2016 prevzel mesto v poslovodstvu odvisne družbe Zavarovalnice Triglav, ki deluje na srbskem trgu. To je bil res en velik preskok, tako karierni kot kulturni. Mi je pa pomagalo pri tem to, da sem ta trg že odprej poznal, ker sem že prej delal v prejšnji poziciji v družbi, tako z ljudmi kot poslovno okolje v Beogradu mi je bilo poznano. Ampak seveda, ko pa enkrat prideš v dnevno operativo, pa se gotovo ne moreš biti pripravljen na vse izzive. Tako, če pogledam nazaj, je to bil verjetno res tisti največji preskok v karieri, iz katerega sem se tudi največ naučil. Zdaj, če se nekako poskušam postaviti v tvojo kožo, takrat mlad, ambiciozen, v tujini in na zelo pomembni odgovorni funkciji. Kako si prepričal lokalne zaposlene, ki so bili, predvidevam, tudi starejši od tebe v mnogih primerih, da si zaupanja vreden in da si dovolj sposoben, da zasedaš to funkcijo? Ja, saj kot sem omenil, malenkost olajševalna okoliščina je bila to, da sem z njimi že delal v drugih vlogih, sicer ne tako intenzivno, tako da na nek način smo se že poznali in določen del zaupanja sem od njih že pridobil. Ko pa sem se znašel, bom rekel, v vlogi njihovega vodje oziroma nadrejenega, pa je seveda bilo potrebno te odnose nadgraditi. In moram reči, da izzivi niso v tujini nič drugačni kot v Sloveniji. Ljudje smo si v osnovi podobni, imamo podobne želje, pričakovanja, vrednote. In to, da sem deloval v tujini na taki funkciji, me v bistvu ni obremenjevalo. Omenil si, da smo si v veliko aspektih podobni doma in v tujini, pa vendarle verjetno obstajajo kakšne razlike. Kje si ti prepoznal te razlike v načinu dela pri nas in v Srbiji? Ja, jaz bi rekel, da ti neki stereotipi povezani z državami oziroma nacionalnosti so vedno manj izraziti. Določene razlike verjetno še vedno obstajajo, ampak jaz pravim, da povprečen Slovenec se ne razlikuje mnogo od povprečnega prebivalca neke druge bližnje države, med katero bi štel tudi Srbijo.
Tako da veliko večje razlike so med posameznimi ljudmi oziroma zaposlenimi. Tako da zato je še toliko bolj pomembno, ne glede na to, v katerem okolju delujemo, da imamo da zagovarjamo neke vrednote, neko pravo selekcijo kadrov in neke načine vodenja, ki potem omogočajo, bom rekel, družbi, da zadrži in razvija in pritegne najboljše kadre. Kako pa se mlad človek, ko pride na tako odgovorno funkcijo, sooča z nekimi pritiski, odgovornostmi, ki pridejo zraven? Kakšna je tvoja izkušnja? Ja, zdaj, ko prideš na neko tako funkcijo, se v bistvu še niti ne zavedaš, kaj te vse čaka. In potem, ko gledaš nazaj, lahko šele nekako vrednostno oceniš, ali si reagiral prav, ali bi lahko mogoče drugače. Bi pa izpostavil to, da sem ves čas kariere imel to srečo, da sem bil pri svojem delu lahko samostojen, da sem pa vedno imel nadrejene, ki so mi stali ob strani takrat, ko se je nekaj zalomilo oziroma ko sem imel neko dilemo. In temu zgledu poskušam slediti tudi zdaj sam, ko sem starejši, ko za mano prihajajo tudi že mlajši kolegi. Če se nekoliko odmaknemo od strogo, bom rekel, poslovnega sveta in tvoje kariere, vem, da si tudi navdušen športnik, veliko let si igral tenis. Kaj si se recimo naučil iz športa, kar ti danes pomaga v poslu? Ja, za šport pravijo že tudi psihologi, da je mogoče za mlade osebe neki najboljši način srečevanja s stresom. Se pravi, skozi šport se srečujemo z uspehi, z neuspehi in z neuspehov se potem poskušamo kaj naučiti. Te sporednice sigurno lahko potegnemo tudi z poslovnim življenjem. In sam opažam, da nekateri kolegi, ki so, ali pa znanci, ki jih poznam iz športne poti skupne, da so tudi zelo uspešni posamezniki potem v življenju, v poslovni poti. Je šport morda tudi način povezovanja, networkinga? Seveda. To je zelo dober način povezovanja. Samo na teniških igriščih ali tudi kakšni drugi športi pridejo v poštev? Vsi športi pridejo zelo dobro v poštev, ker je mislim, da je en super način preživljanja prostega časa kot aktiven športnik in pa tudi kot gledalec oziroma navijač. Je to ena lepa priložnost za druženje. Odlično. Zdaj, če ti postavim eno tako res osnovno vprašanje. Ti si član uprave. Kaj počne član uprave na dnevni bazi? Kako izgleda tvoj dan? Res bi težko opisal tipičen dan, ker tako kot je tipičen dan v življenju, težko opisati. Niti 2 dneva nista povsem enaka. In je pa dejstvo, da više, ko se povzpenjaš po neki korporativni lestvici, manj časa preživljaš na nekih res ozkih strokovnih vprašanjih in se več časa ukvarjaš z vodenjem ljudi. Tako da jaz mislim, da je da mora biti glavnina energije usmerjena v postavitev nekega sistema upravljanja in pa v selekcijo, motiviranje in, bom rekel, skrb za kadre, ker konec koncev potreba se na njih zanesti, jim zaupati določene naloge in oddelegirati. Tako da to je tisto, kar mislim, da je glavno, ko se nekako povzpneš po lestvici. Blaž, najlepša hvala. Se vrnemo takoj po pavzi. Dobrodošli nazaj v oddaji I am young, mladost brez meja. V moji družbi je Blaž Jakič, ki je s seboj pripeljal tudi skritega gosta. Blaž, pa ti kar prepustim besedo, da nam poveš, kdo to je in zakaj si ga pripeljal danes v studio. Ja, moj današnji gost je bivši vrhunski športnik, med drugim tudi dobitnik olimpijske medalje, ki je po modernih standardih morda nekoliko hitro končal svojo športno kariero, ampak se je zato tudi toliko bolje znašel v novi vlogi podjetnika, športnega komentatorja in pa med drugim stand-up komika, tako da v naši družbi je cene prevc.
Super, Blaž, najlepša hvala, da si povabil Ceneta v naš studio. Cene, dobrodošel. Lep pozdrav. Lepo te je spoznati v živo, mi je v čast. Z veseljem sem vedno spremljal tvoje uspehe, uspehe tvojega brata Petra in Domna, pa tudi Nike seveda. Me pa zanima, kaj je tvoj največji uspeh v življenju? Moj največji uspeh. Da se zaenkrat, če vse kolena cela, na hitro, če potegneš črto, bi skoraj rekel, da si enega posameznico bolj natančno prepričal, da je te pripravljena prenašati do konca življenja. Trenutno verjetno to. Zelo lepo, zelo lepo. Zdaj, mnogi so si te športne plati najbolj zapomnili po naslovu olimpijskega podprvaka. Veš, kaj me zanima? Ko sediš na vznožju skakalnice, kaj ti roji po glavi, ko je pred teboj tako zelo pomemben olimpijski nastop, ko ne smeš narediti napake? Lik to sem se hotel že, da ne boš zafrknil, ampak če imaš to misel v glavi, takrat na vrh naleta, pa je že konc, pa si že zaključil, ker zelo močno velja v športni psihologiji tisto reklo, ne si predstavljati rumenega slona z modrimi pikami, ki drži dežnik pa leta po zraku. Točno to dobiš v tistem momentu v glavo in če enkrat na vrh naleta začneš razmišljati, kaj ne smeš narediti, takrat je konc, ker vsaj kakšen del tistega boš naredil. In ponavadi ima tekmovalec v glavi to, kar sam sebe najbolj prepozna, osredotočenje na tiste naloge, ki jih mora opraviti, tam, kjer ima ponavadi največje napake. Se pravi, če ima poenostavljeno rečeno, če je pozen na mizi, ne smem biti pozen, ampak bo rekel, bolj zgodaj moram začeti, oziroma na tisti točki tamle, ki jo vidim, moram začeti. In nekako to je edina stvar, ki jo moraš imeti v glavu, pol je super, vse ostalo so lahko postranske stvari. To, da tole točko moram zadeti, pa smo pa zmagali, to je že preveč podatkov. Samo tok in greš. In tebi je takrat več kot očitno uspel ta skok, si s seboj prinesel olimpijsko medaljo. Blaž, se ti spomniš te tekme? Seveda. Govorila sva, da si tudi ti bil športnik, še vedno si rekreativni v tem primeru. Kaj si ti razmišljal, ko je bil ta match point, ko si mogel zaključiti tekmo, si razmišljal podobno kot Cene ali kako drugače? Ja, podobno razmišljanje. Tista zadnja točka je najtežja. Kaj pa v poslu? Verjamem, da si velikokrat v situaciji, ko napake res niso zaželjene. Kako takrat sprejemaš odločitve? Ja, tako kot praviš, napake želimo vsi minimizirati, ampak iskati perfekcijo je pa tudi nemogoče. Tako da na neki točki z izkušnjami verjetno pride to, da je potrebno si priznati, da smo naredili svoj maksimum, glede na omejitve časovne in glede na druge resurse, in potem je treba za to sprejeti odločitev in za to odločitvijo potem tudi stati. Cene, veš, kaj me še zelo zanima? Kako izgleda zakulisje smučarskih skokov? Se družite med sabo, so kakšne žurke? Kako to poteka? Tisti čas, se pravi, to, kar zdaj v tem momentu spremljajo večinoma gledalci, tekom celotne zime ni prav veliko druga druženja, kot pa tisti moment, ko si na sami skakalnici oziroma v hotelu se hitro tudi srečaš, ker ponavadi tudi kapacitet nastanitvenih hitro zmanjka, pa tudi za organizatorje lažje, da da več nacij v en hotel. In je tako, upam si reči, da je v kjermokoli športu rata podobno, sploh pa tukaj, ker se nekako skupina ljudi, se pravi vse nacionalnosti, vsi trenerji, vsi tekmovalci, vsi organizatorji, tudi te, ki so sami krovni iz FIS organizacije, to so ljudje, ki se vsak vikend srečajo na različnih lokacijah in tudi to rata neka taka ogromna družina. In tudi za same vse ostale tekmovalce veš, kaj vse so mogli narediti, da so prišli dokaj. Posledično se zelo hitro povežeš. Vsi ti ljudje imajo eno skupno točko, smučarske skoke in zelo hitro se najdeš v skupni tematiki, si zelo tak kolegijalen. Recimo meni osebno, ko gledaš ta tekmovanje proti Nemcem, Avstrijcem, ja, je zelo zanimivo zaradi tega gledati, ampak na koncu so za vsemi temi imeni zelo v redu ljudje, s katerimi se z veseljem tudi kaj pohecaš. Takrat, ko si na tekem, pa pač greš, kdor je najboljši, ne zmaga. No, ko si omenil hecanje po zaključeni športni karieri, si tudi komik, si športni komentator. A ti je bilo težko narediti ta prehod? Zame
ne vem, nikoli ni bilo kakšnega večjega prehoda. Mogoče še najbolj tisto, da je bil prav velik prehod, je bilo, ko sem se enkrat odločil, da se poženemo v Gostinske vode. Kar je bilo pa same stand-up komedije, komentatorstva, je bilo pa zgolj razvoj nečesa, kar sem počel že prej. Na neki točki si dojel, da takrat, ko delaš z novinarji, z mediji, pač športnik si zelo rad dober v tem, kar počneš. In če že moram medije upravljati, ne bom polovičar pa bil dober sam na skakalnici, bom dober tudi tisto minuto pred kamero. Dober pred kamero pa si, če znaš nekaj predstaviti javnosti na tak način, da bo zanimiv, ker tistega na domačem kavču ne zanima, kako sem jaz se narobe spustil z rampe, bil posledično ne vem kakšna napaka, to, kar s trenerjem govoriva, ne, ga bo bolj zanimalo, če bi rekel, joj, z rampe sem se spustil, ker da so me z gostilne ven zabrisali, povedal mu bom isto zadevo, ampak njemu bo bolj zanimiva. In tam se je nekako začela ta, na kakšen način biti malo bolj z besedami močen in pa se je pa samo počasi razvil. To mi je zelo zanimivo, da si omenil, da maksimalno nastopaš tudi pred kamero. A si imel kakšno uraden trening za to ali je to naravno? V osnovi je, da v okviru recimo Olimpijskega komiteta, ko te popelje na kakšne te tekme, Evropski festival, Olimpijski festival mladine, mladih, ali podobno tekmovanje v okviru Olimpijskega komiteja, tam ponavadi je en program, v sklopu katerega je tudi mediji, prav kot malo da predstavijo vsem mladim. Mislim, da tudi v okviru Smučarske zveze je bilo že kdaj predstavljeno, da so prišli tam, ker je sam DPNC, trenažni panožni nordijski proces, ki obstaja v Kranju za te po osnovni šoli do konca srednje šole, da so tudi že to nekako dali čez, ampak to je bolj predstaviti in dati vedeti, da to obstaja, kakšne osnove naučiti. Prav veliko največ ti pa da potem kilometrina. Blaž, kaj pa ti tekom kariere v poslovnem svetu? Si se posluževal kakšnih uradnih treningov na tem področju? Nekaj izobraževanj smo imeli na to temo, ja. Ampak tako kot Cene pravi, vsak nastop je lažji. Vsak nastop je lažji. Kaj pa, če se vrnemo malenkost na šport, pa poveževa s tem, kar delaš sedaj. Si športa uspel vzeti kakšne lekcije, ki ti sedaj koristijo v tem, kar počneš? Jaz se nasplošno zelo govorimo, kako je v športu ogromno vrlin, ki jih zelo dobro lahko uporabiš potem v kasnejšem življenju, sploh v podjetništvu. Vse od tega, da včasih treba zagristi, da trmast kaj prebrod se čez. In zelo velikrat tista ena glavna, ki pravim sploh za stvari, ki jih jaz trenutno počnem, ki so šele v zametkih, da marsikaj temu dopovedati, da se po 8 urah dela, če želiš narediti kakšen napredek, se takrat šele začne v dnevu. To je za nekega športnika ponavadi samoumevno. Ključno razliko, ki jo pa dostikrat povem, kar pa ima šport, podjetništvo, gospodarstvo pa ne, je pa, da v športu ključen del tega, da ti razvijaš svoje telo, je tudi počitek. Se pravi, da se ti lepo naspiš 8 ur, naslednji dan, da lahko greš naprej, ker če ne trening nima smisla, če prideš nenaspan naprej. V gospodarstvu, podjetništvu pa tega ni. Zjutraj samo vprašajo, ali je zadeva narejena ali ne. Ne glede na to, ali si celo noč se s tem ubadal, ali že cele pol leta ali ne. Se strinjam s tabo popolnoma. Če pa greva samo še na to ljubezen tvojo do komedije. Odkje pravzaprav to izvira? Kdaj si se začel ukvarjati s komedijo? Ja, je, da že po naravi sem recimo tak človek, da rad stvari obrnem, da isto stvar raje poveš malo bolj na zabaven način, ker zakaj, če imamo vsi povprečno tam 80 let, mislim, da povprečna doba je še malo krajša, z leti vidiš, da je to rata zelo kratka doba, zakaj bi zdaj to bil v neki resnovnosti, če lahko isto zadevo na lep način zapelješ. In najbolj je tista, da če dobesedno samo na kakšen način eno stvar poveš, če zaradi tega nekemu drugemu malo polepša dan, je za mene osebno to že neko tisto zadovoljstvo in iz tega potem izhaja, da se hitro najdeš tudi v takem poslu. Pred nami je še ena pavza, potem pa se vrnemo s Cenetovo najljubšo šalo.
Dobrodošli nazaj. V moji družbi sta Cene Prevc in Blaž Jakič. Obljubil sem vam Cenetovo najljubšo šalo, tako da Cene, izvoli, oder je tvoj. Ja, to je, veš, da to komiki imajo najraj. Ko nekdo pride do njih, daj povej en vic. Ne? Povej en vic. Tega ti svetujem, da pri stand-up komikih ravno ne probavaš, raje se prepusti, da jo sami kam urinejo. Je pa recimo zgodba z eno, ki je potem ratala tudi kot en najmočnejših štosov, kodar so se ljudje najbolj našli, je pa ravno bilo, začel se je nekako prvič z mojim študijem. In sicer jaz sem ratal že tako, da posredno vseh teh letih študija, tudi zaradi skokov in vsega ostalega, imam še vedno nedokončano elektrotehniko, fakulteto za elektrotehniko, pa biotehniški center v Naklem, kodar je nekako študiral, kodar je ravno za kmeta. Ne? In ker se je dobesedno en znanec mi je dal idejo, da evo, ti ko boš enkrat diplomiral, oboje, kmetijstvo pa elektriko, ko bo moj poklic, električni pastir. Cene, dobro si tole povlekel iz rokava. Hvala tudi za nasvet, mimogrede, nisem vedel tega. Če govoriva o tvoji najljubši šali, greva na tvoj najljubši zimski dogodek. Je to Planica? Mislim, da ni primerjave, tako je. Odlično. To bo moja stočnica za vprašanje Blažu. Kaj tebi osebno pomeni Planica, kako jo ti vidiš? Ja, jaz tudi že od otroštva sem vsakič z veseljem spremljal ta verjetno največji slovenski športni dogodek in sem ponosen, da je lahko delam v podjetju, ki je že dolga leta partner tega dogodka, tako da tudi letos bomo tam. To je en lep dogodek za naše poslovne partnerje in pa seveda priložnost, da ponovno peljemo v Planico več tisoč osnovnošolskih otrok, da doživijo ta enkraten dogodek. Eno vprašanje, omenil si sponzorstva. Kako gospodarstveniki vidite športnike? Oziroma, če drugače zastavim, imate z njimi oseben odnos, se samo tako srečujete? Kako to poteka? Imamo, seveda, Zavarovalnica Triglav je partner in sponzor mnogim športom in individualnim športnikom, ampak tako kot se mi radi v prostem času sprostimo in ne pogovarjamo o poslu, tako se športniki v svojem prostem času morda želijo pogovarjati o čem drugem, tako da beseda, kadar smo skupaj z njimi, teče o popolnoma drugih temah in seveda drugega dopolnjujemo in se poskušamo kaj naučiti iz izkušenj, ker imamo oboji, bom rekel, neke svoje izzive v življenju in vsake toliko časa fino slišati še kakšno vzporednico iz drugega sveta. Super. Zdaj pa bomo naredili eno rubriko hitrih vprašanj, pa prosim za hitre odgovore. Jaz bom zastavil vprašanje, potem pa odgovarja Blaž, Cene. Vprašanje, Blaž, Cene. Smo? Ok, gremo. 3 besede, ki te najbolje opišejo. Natančnost, vztrajnost, povezovalnost. Firbec, trmavost, odločnost. Jutranji tip ali nočna ptica? Bolj nočna ptica. Trudim se biti jutranji, samo pol se ti zavleče, pa si hitro še nočen. Kava ali čaj? Čaj. Oboje, bolj kava zaenkrat. Tvoja največja zmaga je? Bom rekel, uspešno krmarjenje med poslovnim in zasebnim življenjem. Da me ena je pripravljena prenašati do konca življenja, lahko ponoviva odprej. Najpomembnejša lastnost, zdaj pa Blaž, liderja, Cene pa športnika. Za liderja bi rekel, da neka mirnost in pa dolgoročna integriteta in da ne žrtvuje svoje dolgoročne uspešnosti za neke hitre, kratke zmage. Vztrajnost. Torej, če ima nekdo veselje, saj tisto osnoven, da bo v nečem, je še najbolj tisto, da ima recept, če hoče nekam priti, da je pripravljen toliko cajta vztrajati preko vseh ovir, pa bo zagotovo nekam prišel.
Ali bi zase rekel, da si perfekcionist? Ja, dobro vprašanje. Poskušam ne biti. Okay. In bolj ali manj mi uspeva. Mislim, da bi lahko kar odgovor enak prejšnjemu. Predvsem, ker sem bil perfekcionist, ne vem, če bi si lahko še danes to rekel, bolj pa ravno iz raznih malenkosti, ki smo jih danes že omenjali, ko zaslediš, da če mogoče dopolnim izpred nekaj minut nazaj, vedno gledaš proti perfektnemu, ampak zdaj po 31 letih življenja se pa naučiš, da nekako do tja ne boš nikoli prišel, stremiš tja, veš pa, da nikoli ne boš dosegal in se nekako trudiš, se pa zadovoljiš tudi že prej. Talent ali trdo delo? Enkrat sem slišal dobro anekdoto, da je talent 1, trdo delo je 0, skupaj pa 10. Dobra anekdota, Blaž. Trdo delo. Najboljši nasvet, ki si ga prejel? Mogoče to, da damo mladim priložnost, da se na nek svoj način izkažejo v življenju, ampak da smo tam, ko trčijo ob zid in padejo na tla, da jim pomagamo nazaj na noge. Kako še enkrat? Najboljši nasvet, ki si ga prejel? To pa je težko. Bil je malo daljši, pa predvsem je bil uvid tega, da če hočem kdaj premikati meje, ne štartam zdaj, ker sem še mlad, ker čez 30 let se tega ne bom več lotil. In še zadnje, ambicioznost je? Da, kot je Cena rekel, strmimo k perfekciji, ampak se zavedamo, da je nikoli ne bomo dosegli, tako da znamo biti zadovoljni tudi s tistim, ko vemo, da smo dali svoj maksimum. Ravno to, da ti zaobjame vse to, da se ne zadovoljiš z osnovnim, želiš od sebe nekaj več, ampak potem, da tudi veš, kaj narediti za to in to tudi narediš. Super, hvala vam za te hitre odgovore. Zdaj imamo pa še eno bonus rundo za vaju, ker sta tako prijetna gosta. Najprej za Ceneta. Iz sedanjih in bivših smučarskih skakalcev, slovenskih, sestavi idealnega smučarskega skakalca. Si pripravljen? Glava oziroma psihična priprava. Peter. Fizična moč. Lanišek. Eksplozivnost. Andraž Pograjec. Forma leta. Forma leta je spet bolj Peter. Telemark. Telemark. Štefan Kraft. Kaj pa Slovenec? Slovenca najdete, kdo je lepo zalimo, Domna malo spodnese ponavad, dajva Timi Zajc. Osvojeni naslovi oziroma dosežki. Katero omarico z medaljami bi si izbral? Ja, Domen Prevc, trenutni rekord. Super, evo, pa ga imamo, idealnega slovenskega smučarskega skakalca. Si rob dodal še Robert Kranjec, ko pride do delavnosti. Super, bomo dodali za naslednjič. Blaž, tebe bom pa prosil, da sestaviš idealnega poslovnega liderja in greva kar z najbolj izražena vrednota. Pri poslovnem liderju? Ja. Ime in priimek? Ne, katero vrednoto bi najbolj izrazil? Malo drugače bomo šli tokrat. Jaz bi rekel integriteta. Najbolj izražena mehka veščina, najboljša mehka veščina? Komunikacija. Z katerega področja ima tehnično znanje ta tvoj idealni poslovni lider? Bi v današnjem času kar rekel računalništvo. Sektor, v katerem dela? Vsi so zanimivi. Ok. Ta idealni poslovni lider je star koliko? Okoli 44. Ok. Tvoja leta? Ja.
In še zadnje, karizma ali premišljenost? Premišljenost. Super. Cene, Blaž, najlepša hvala, da sta bila naša gosta. Bilo mi je v veselje in tudi čas, da sem vaju lahko gostil v studiu. Mi se pa gledamo naslednji teden. Hvala za pozornost.